Učenje nadaljavo v domačem okolju. Ko je bila Ekonomska fakulteta v Ljubljani imenovana za koordinatorico študija nadaljavo v okviru programa FARE, so sodelavci v tem projektu delo vzeli zelo resno. Že takoj so namreč začeli z razvijanjem konkretnega študija nadaljavo. V drugih državah so v prvem obdobju šele iskali možnosti za to. Študij nadaljavo ni nič več zgolj sredstvo za premagovanje prostorskih in drugih ovir pri izobraževanju in način povečanja dostopnosti študija, pač pa postaja vse bolj sredstvo, kako izboljšati in povečati kvaliteto izobraževanja na vseh ravneh. Razlog tiči v tem, da so na fakulteti prav v tistem obdobju že sami začeli razmišljati o uvedbi študija nadaljavo, saj se je število izredno vpisanih študentov v začetku 90-ih let povečalo za 60%. Izdelali so tudi posebna gradiva, pisna gradiva za samostojno učenje, audiokasete, diskete, elektronski učbenik v internetu in CD-je, ki so omogočala samostojni študij, centre so tehnološko opremili, hkrati pa tudi usposobili pomočnike študentom, tako imenovane tutorje. Fakulteta je za uveljavitev takšnega študija izvajala še vrsto drugih dejavnosti, predvsem za dvig ozaveščenosti o tem, kaj študij nadaljavo je. Organizirali so številne seminarje, pisali članke, organizirali delavnice, udeleževali se mednarodnih konferenc in podobno. Ekonomska fakulteta je bila nominirana tudi za visoko mednarodno priznanje Hannah Arendt.